tukaj imamo posebno razstavo o neandertalčevi piščali. Stara je pa 60 000 let. Takrat takšni ljudje, kot smo danes, tukaj še nismo živeli, ampak je v Evropi živel človek, ki mu rečemo neandertalec. Neandertalec je vrsta človeka, ki je živela globoko v kameni dobi. Živela je tukaj pred nami, se pravi pred sodobnim človekom. Vemo pa, da je izumrl nekje okrog 40 000 let pred sedanjostjo. Iz katere kosti pa je piščal? Iz kosti jamskega medveda. Tej kosti rečemo stegnenica. Narejena je iz kosti mladička. Piščal je bila pred 30 leti odkrita v jami divje babe. Je dejansko svetovno pomembna, prvič zato, ker je to najstarejše doslej odkrito glasbilo na svetu. Kdaj pa je mogoče ta gospod, ki je to znamenito kost odkril? Fizično našel, se pravi, da je izkopal iz zemlje, gospod Janez Dirjec. Potem se je pa za njo raziskovalno ukvarjal še en gospod, in sicer dr. Ivan Turk. 30 let nazaj so bile predstave o tem, kdo je bil neandertalec, precej drugačne kot danes. In odkritje glasbila, ki govori o tem, da se je neandertalec glasbeno izražal, je res pomembna in priča o njegovem razvoju. In največja uganka je seveda bila pri tej preluknjani kosti, kako so te luknje sploh nastale. Naša ugibanja so, da poleg tega, da se da na to piščal izvajati glasbo, da je verjetno to piščal uporabljal tudi za, mi rečemo temu, medsebojno signalizacijo, se pravi, da se je z nekom v daljavi sporazumeval z piski, ali mogoče celo, da je oponašal živali zato, da jih je privabil in lažje ulovil. Tukaj naprej pa imamo potem različna kamnita orodja in pa koščene konice, s katerimi so pa potem znanstveniki ugotovili, da se da točno s temi orodji izdelati enake luknjice, kot so bile narejene na naši piščali.